pozdrav tudi boje strani. Torej, Peter je veliko govoril o tem, da kar nekaj ljudi iz Koroške regije hodi iz takih in drugih razlogov v Avstrijo, da seveda potniški promet, bom rekel, sploh železniški, ne ustreza tem nekako pogojem, seveda drugih avtobusnih povezav sploh nimamo, tako da vse skupaj bazira na cestnem prometu. Vendarle pa se je potrebno zavedati, da je veliko težje prepričati ljudi, da bodo uporabljali neke alternativne oblike prevoza, kot je vlak ali avtobus za dnevno mobilnost. Veliko lažje je bo prepričati kolesarje, da bodo uporabljali vlak. Namreč kolesarji so tisti, ki praviloma iščejo vlak kot najboljšo rešitev za prevoz iz končanega kolesarjenja ali večernega kolesarjenja na konec, iz več razlogov, zato ker vlak praviloma lahko omogoča dovolj prostora za prevoz koles, in pa kolesarjem, ki praviloma turistično kolesarjo ni tako pomembno, kako hitro in kvalitetno bodo prišli na cilj, ampak jim je potem predvsem pomembno to, da bodo sploh lahko uporabljali alternativni prevoz. In tukaj je seveda naša koroška proga, ki ni vrhunec tehnologije na področju železniške povezave, nekako vseeno pa omogoča, da lahko nekako sledimo potrebam kolesarjev na našem območju. Zdaj, seveda pa, da sploh lahko kolesarje spravimo na vlak, potrebujemo kolesarsko pot, to je nek osnovni magnet, da kolesarji pridejo na Koroško regijo. In tukaj bom seveda nakratko predstavil določene aktivnosti, ki smo jih v tej smeri skupaj z Direkcijo za infrastrukturo seveda izvajali v zadnjem času, in potem aktivnosti, ki jih skupaj tako z Direkcijo kot tudi slovenskimi železnicami peljemo v zadnjem obdobju in jih tudi bomo izvajali še naprej za izboljšanje nekako ponudbe na tem področju. Torej, Dravska kolesarska pot kot taka poteka vse od Italije, skozi Avstrijo, v Slovenijo, potem tudi naprej na Hrvaško. V tem trenutku, kot tukaj vidite, je približno nekaj čez 500 km poti označene in na tak način tudi nekako lahko osnova za trženje kot produkta. Je pa res, da je seveda avstrijski in italijanski del kvalitetno, kolesarsko in infrastrukturno veliko na višjem nivoju kot slovenski in hrvaški in bomo seveda na tem področju morali še veliko narediti. Vseeno pa lahko podam nekaj informacij, da boste videli, kaj je sploh osnova, da se lahko začne imeti nekako to trženje tudi vlaka v turistične namene. Torej, če pogledamo Dravsko kolesarsko pot v Avstriji, kot taka ocenjena za 5 zvezdici strani ANFC-ja, ena od 4 kolesarskih poti v Evropi, ki je to dosegla, in letno na najbolj atraktivnem delu pritegne tudi 200 000 kolesarjev. Najbolj atraktivni del je seveda del med Lencem in Siljanom, ki je zanimiv predvsem zato, ker je kolesarska pot v nekem konstantnem padcu in kot taka zelo zanimiva za kolesarje, ki niso tako dobro pripravljeni in seveda pritegne torej veliko kolesarjev, ki seveda za pot nazaj uporabljajo vlak. To bi v bistvu na podoben način lahko izvedli tudi v Dravski dolini, kot vemo, padec definitivno v Dravogradu in Mariboru je. In ta kolesarska pot, ko bo zgrajena v končni obliki, bo definitivno tudi lahko pritegne te kolesarje, ki niso tako zelo kvalitetni oziroma zelo dobro pripravljeni. Tukaj nekaj slik iz Dravske kolesarske poti v Avstriji, torej seveda zadeva je kvalitetna in prijazna. Vse skupaj seveda združujejo za tudi turistično ponudbo v tej kolesarski poti, ki seveda dodaja tisto dodano vrednost. In samo na avstrijskem Koroškem, kjer poteka nekje v dolžini 200 km, letno dobijo več kot 6 milijonov evrov neposrednih koristi s podlagi tega turističnega produkta. Vse so kolesarji, ne samo da so izredno dobre stranke za vlak, so tudi izredno dobre stranke za turistične ponudnike in nekako postijo 20 do 80 evrov dnevno za nočitve, za prehrano in seveda oglede. Zdaj, da se mogoče malo bolj konkretiziramo tistih 50 km, ki je zelo atraktivnih tudi za kolesarje in pa za vlak, torej med Siljanom in Lincem. Tukaj je v bistvu, to je plod, bom rekel, kombinaciji izredno kvalitetne kolesarske infrastrukture in pa izredno kvalitetne ponudbe železniške povezave. To pomeni, da nekako avstrijske železnice omogočajo takšne vlake, ki imajo kapaciteto tudi več kot 200 koles na en vlak
in lahko s pomočjo tega seveda z urnim taktom pripeljajo tudi več kot 1000 koles dnevno. In to je v bistvu neka povezava, ki bi bila z vidika dnevne mobilnosti, tako da je tudi mogoče na Koroškem manj privlačna, je pa lahko z vidika turistične ponudbe zelo privlačne, lahko en tak vlak napolnijo tudi neko z kapacitetami, ki jih trenutni vlaki, ki vozi po Koroški progi, niti ne bi sposobni prednesti, če bi samo potniki sedeli v tem vlaku. Tukaj je prikaz mogoče tega vlaka, ne gre za neko zelo visoko znanstveno konstrukcijo vlaka, gre za zelo enostaven vlak z vagoni, ki imata 2 vagona za kolesarje in v bistvu gre za to, da vlak omogoča sploh kvalitetni prevoz koles in to je edini pogoj, ki ga kolesarji rabijo in vse drugi pogoj, da so ti vlaki toliko pogosti, da seveda kolesarji lahko to tudi uporabljajo. Če se vrnemo nazaj v Slovenijo, torej mi smo definitivno začeli tudi z določenimi aktivnostmi, da bi to kolesarsko pot čim prej spostavili, čim prej naredili čim bolj privlačno in sploh povezano. Tukaj je nekako koncept končne dravske kolesarske poti, ki je nekje v dolžini 145 km. Investicijska vrednost tega projekta je približno 15 milijonov evrov, od tega je nekje 40 km predvideno v novogradnji. Vse ostalo pa bomo seveda izkoriščali obstoječe servisne vozne poljske in druge poti, ki bomo preuredili v kolesarske poti in na tak način nekako dosegli podoben standard, kot je standard v Avstriji in to nekje v roku 5-6 let, če bomo imeli dovolj dobro finančno podporo tudi države oziroma direkcije za infrastrukturo. In to so nekaj prvi koraki, ki smo naredili v lanskem oziroma letošnjem letu, torej na novo smo začeli celotno dravsko kolesarsko pot z enotnimi označbami, tako v vseh državah, skozi katere kolesarska pot poteka. Uredili smo spletno stran, na kateri smo seveda predstavili, kako lahko kolesar z vlakom nekako se tudi vrača po tej kolesarski poti. Naredili smo tudi informacijsko karto, kjer so tudi vse podatki, ne samo kolesarski, tudi za prevoz z vlakom. In seveda začeli smo skupaj z direkcijo za infrastrukturo tudi z gradnjo novih odsekov, tako da seveda ne bomo samo označevali, pa bomo tudi gradili. To je prvi odsek, ki se je začel graditi v letošnjem letu v občini Ruše. Zdaj, če pogledamo mogoče, to je rečimo, da smo na kolesarski poti nekako začeli, da imamo neke osnovne pogoje, da kolesarji sploh lahko pridejo v Slovenijo in kolesarjo naprej proti Podravju in pa Hrvaški. Smo pa seveda morali tudi določene ukrepe izvesti skupaj z slovenskimi železnicami in direkcijo tudi na področju vlaka. Zdaj, če pogledamo, kaj je ponujal vlak leta 2016 na Koroški progi, torej je imel omejeno kapaciteto koles nekje 6-8, kar je seveda neprimerljivo za 200 kolesi v Avstriji, oziroma seveda neprimerno za nekako turistično kolesarje, nekaj vemo, da hitro pridejo skupine tudi do 10 kolesarjev in več. Ob vikendih med poletjem sploh nismo imeli vlaka, tako da takrat, ko je v bistvu glavna turistična sezona, ko je največ kolesarjev, sploh ni bilo ponudbe vlaka in na tak način seveda se nismo mogli niti iti takšne ponudbe. Postaje in vlaki seveda niso bili prilagojeni, ne samo za kolesarje, tudi ne za turiste, da se zadnje se treba zavedati, da te vlake uporabljajo tudi tujci, ki ne poznajo slovenskega sistema uporabe vlaka, kako kupujemo karte, kje so vozni redi, kako funkcijo imajo postaje. V bistvu te zadeve so bile zelo neurejene in seveda to so stvari, kjer si prihodnosti želimo narediti izboljšave. In pa tudi vozni redi seveda niso bile v tujem jeziku, tako da kolesarji, ki so prišli iz Nemčije, Nizozemske, sploh niso imeli možnosti, da bi nekako sploh vedeli, kako uporabiti te zadeve, oziroma kdaj lahko pridejo na vlak. V lanskem letu smo seveda skupaj z slovenskimi železnicami in direkcijo uspeli, da smo nekako, podobno kot na bohinjski progi, so uspeli dogovoriti, da se je vlak med poletjem preuredil in so nekako odstavili sedeže in s tem povečali kapaciteto vlaka, da lahko prepelje do 23 koles, kar je še vedno relativno malo, ampak glede na to, da tudi kolesarska pot še ni na nivoju avstrijske kolesarske poti, da še nimamo toliko kolesarjev kot Avstrijci zaenkrat, če ustreza potrebam. In seveda dosegli to, da smo dobili ob sobotah 2 vlaka, ki sta peljala od Maribora do Prevalj in s tem nekako zagotovili to sobotno ponudbo vlakov, ki je prej ni bilo, in naredili tudi v bistvu eno zloženko, to je slika na levi strani, kjer smo nekako pokazali, kaj
ta vlak ponuja, kak ima vozni red in pa tudi kakšni kolesarski produkti obstaja v tej koroški progi. To je bila tudi recimo otvoritvena vožnja tega vlaka, kjer smo s 50 kolesarji nekako preizkusili to zadevo. Seveda je še veliko težav, vidite, zahtevni so seveda vstopi na vlak s kolesom, vlaki so zastareli, so visoki in to v bistvu edina možnost, da nekako lahko kolesar spravi kolo na vlak, je tudi pomoč zaposlenih na vlaku oziroma na železniški postaji. In tudi tukaj seveda še treba narediti veliko korakov naprej. Seveda pa v letošnjem letu nadaljujemo z aktivnostmi. Uspeli smo se dogovoriti, da Slovenske železnice skupaj z EBB-om nekako so podaljšali linijo vlaka vse do Gliberka, do sobotnega vlaka. To pomeni, da ta proga omogoča torej v vikendih tudi nekako vračanje po dravski kolesarski poti nazaj v Avstrijo. Seveda ti prilagojeni vlaki z večjim številom koles vozijo tudi med tednom, tako da tudi med tednom je ta ponudba za kolesarje omogočena. Izboljšala se bo tudi petje koles, torej kolesa ne bodo več samo postavljena v vlaku, ampak bodo imela neke hakle, ki bodo podvarni. Izboljšala se bo tudi informacija na postajah, torej da bo tudi v tujem jeziku in pa skupaj s slovenskimi železnicami smo se zagovorili, da bo nekako bolj promovirali ponudbo koroškega vlaka, ker na vse zadnje marketing je tisto, kar naredi nek produkt tudi živ in pa ga pokaže tudi vsem tistim, ki si takšne produkte želijo. In skupaj z tem projektom Transborders bomo tudi seveda uredili to zloženko s kolesi na vlak, ki bo še dopolnjena, izboljšala in nekako bo ponujala vse informacije, ki bodo kolesarji potrebovali. Zdaj za zaključek bi povedal, da definitivno smo nekaj korake naredili, ki se mogoče bili nepredstavljivi še pred časom. Koroški progi želimo s tem kolesarjenjem in dravsko-kolesarsko dodati nek zagon, nek smisel tudi za prihodnost. Seveda ni vse idealno, ni vse rožnato, predvsem nas moti to, da še vedno nimamo nedeljskega vlaka, ki si ga zelo želimo, ampak smo zvedeli, tudi če bi imeli 1 milijon evrov, ga ne bi mogli uvesti, zato ker nimamo odprte železniške proge. Tako da so določene infrastrukturne omejitve, ki nam ne omogočajo tega, kar bi si želeli, ampak jaz verjamem, da z tem, da bo kolesarji vedno več, da bo kolesarji uporabljali vlak, da bo vlak vedno bolj poln in da bo tudi mogoče država prepoznala te regionalne proge, ki so lahko turistično zelo zanimive, da se bo tudi našel denar za izboljšave na železniški progi, da bomo dobili več vlakov z tudi večjim kapaciteto za kolesa. In tako skupaj z avstrijskimi partnerji nekako dosegli, da bo ta koroška proga v poletju živa in zanimiva za kolesarje. Hvala.